Timothy Morton opredelil pojem hiperobjekta, kot je denimo globalno segrevanje, je postavil na glavo tradicionalno razumevanje in izkustvo objekta, v katerem so objekti tam zunaj postavljeni na razdaljo in v ločenosti od gledalca. Od tod izhaja naslov te razstave Preblizu, predaleč. Kajti za hiperobjekt je značilno, da smo v njemu, da do njega torej ne dostopamo z distance, ampak hkrati ga pa tudi ne moremo zajeti v celoti, določiti njegovo mejo. Smo v njemu, se nam zelo približa, ampak hkrati se nam pa gestno odmakne. Se izmika našemu dosegu. Se pravi, smo v njemu, hkrati pa je odmaknen od nas. Ko je Andrej Škuhca pisal spremni tekst za delo Softshell Creeper, za mehko lupinasto pošast, je v njem večkrat naglasil prav vključenost oziroma celo ujetost gledalca v zapleteno topološko strukturo, v kateri se gledalec ne more postaviti na distanco. Ta struktura je, tako kot opisuje Timothy Morton, hiperobjekte, hkrati viskozna, lepljiva in nelokalna. Funkcionira kot zazankanost nesoizmerljivih razmerij. To je ozemlje, kjer ni ospredja in kjer ni ozadja. Softshell Creeper je kot nekakšno rastoče ozemlje, rastoča pokrajina, v kateri se zlivajo umetne in organske oblike, je nekakšna odprta mreža razmerij, kjer gledalec navigira skozi neenoten, heterogen in spremenljiv teren. Ker poskuša tematizirati razstava Preblizu, predaleč, poskuša tematizirati ta notranji razcep realnosti, ki je na nek način vselej že derealizirana, se je organizirana okrog nekega momenta, ki jo dela nekonsistentno. Je pravzaprav heterogenost, ne? Madež ali motna, tisto, kar zmoti vidno polje, ne? Zarisuje neko notranjo torzijo vidnega polja, ne? In funkcija tega objektnega dodatka, tega rdečega objekta, ki visi pred sliko, nežrzut, je upisana natanko v to zanko, ne? Ki jo oblikuje tudi torzija slikovnega polja. Je hkrati ločen, razvidno ločen od slike, odmaknen proč in hkrati tudi povezan z temi cevkami,
in seveda tudi problemsko povezan s slikovnim poljem. Tako da se oba dva dela v nekem prostorskem zasuku hkrati zamikata in križata. Oba dva sta v neki notranje zunanji povezavi. Ta predmetni dodatek je v notranje zunanji povezavi s sliko. In s tem seveda Žuržutova napravi tudi vidno razsrediščenost slikovnega polja. Temu bi lahko rekel zelo preprosto, enostavno. Gre za shizo, namesto tega, da bi bilo nekaj korelativno. Gre za to, da predmet, seveda objektnost ni več preprosta v tem, da je pred nami zunaj na neki določeni razdalji in jaz pač sem gospodar te situacije. Sem znotraj tega razmerja, predmetnost je nekaj, kar je viskozno, kar se lepi, to je ena od osnovnih Mortonovih postavk. Predmetnost, objektnost, boljše rečeno, seveda je nekaj, kar se lepi na nas, kar me obkroži, kar me radikalno zaobjame in seveda s tem tudi prihaja do nesnobnih situacij, do neznosnih situacij. Mislim, predvsem pa gre za neko radikalno izmuzljivo topologijo. In prav to se mi zdi, da tudi Žuržutino delo postavlja radikalno, učinkovito na pot novega. Tudi pri Jonu Dergancu, pri njegovem lightboxu, gre za nekakšno radikalno asimetrijo, za heterogenost. Zdi se mi pomembno, da sam avtor izrecno poudarja, da ne gre za fotomontažo, ampak da gre za en sam motiv. Kajti seveda lightbox je izveden tako, da sledimo zazamkanosti neki zvezi v nesovpadanju. Gre za pač podobo neba, ki ga lomi kot nekakšen madež na izgoreli papir, ki se dviga in pada. Zaprav, kot da gre seveda za dve podobi, kjer ena lomi drugo. Zaprav, da gre, ampak ravno tisto poudarjam, ne gre za fotomontažo, ker dela ta prizor izjemno dinamičen, kajti ustvarja izjemno napetost v njemu, ker tisto, kar je prosojno, se lahko izkaže kot polno, gre za to menjavanje polnega, praznega, površine, globine in nadaljnjih teh dihotomij. Tako da imamo izjemno dinamično površino, kjer lahko znova opazujemo nekakšno zvezo v nesovpadanju. Na prvi pogled je serija Toma Staniča z naslovom Interinsekti zastavljeno kot nekakšna svojevrstna naravoslovna serija, kot verna odslikava insektov, kot serija, ki jo zaključuje
podoba njihove intersekcije. Toda ob pozornejšem gledanju postane jasno, da gre v celotni seriji podob za zlepljenost heterogenih kodov, da sta verizem odslikovanja in referenčnost podob vse skozi zavajajoča, saj sta vse skozi nenehno sta digitalno zmanipulirana in kršena. Naravoslovna odslikava, njen skupek pravil, sta torej zgolj nekakšno ozadje za tisto, kar ruši in najeda njeno konstitucijo in kar je postavlja seveda pod vprašaj, oziroma kar ruši simetrijo podobe in v njej nastopi kot madež. Zanke kodov Staničeve reprezentacije na nek način povozijo vsebino in pomen. Ne gre torej za diskurzivno kletko, ampak prej za neko radikalno asimetrijo, nesomernost. Slika Roka Horvata ima naslov Črta na zemlji je vektor v oblaku in že sam naslov spomni na Brunelleschijev eksperiment, na nesomernost dveh podob, na shemo perspektive podobe neba in oblakov. In prav njun razcep, njun prelom kaže nekaj, kar je za Roka Horvata izjemno pomembno. Namreč, da tudi perspektivično pravilo, perspektivični stroj ne vsebuje pravilo pravila. Natanko to je namreč, po mojem mnenju, zastavek Horvatovega dela. Perspektivični stroj oziroma koda je zazankan z kontingentnostjo kot svojo irreduktibilno hrbtno stranjo. In potrebno jo je miziti skupaj. Slikovna pravila so tudi sama vse skozi v nastajanju. Ne igrajo vloge vzroka ali končne reference, ampak se v resnici šele sestavljajo. Umetnost se mi zdi, da vse skozi preverja njihov status in odpira možnost nekega novega načina delovanja. To je problem, s katerim se je soočila Rea Vogrinčič. Leta 2019 je potem, ko se je nekaj časa ukvarjala z motivom origami ladice, izdelala njeno veliko konstrukcijo, jo postavila na vrh skale v nekem zapuščenem kamnolomu in jo potisnila čez rob v prepad. Performance, oziroma ta video, to posnetje tega uničenja prezentira
ravno odmik oziroma prelom oziroma zarezo v razmerju do obstoječega stanja. Prezentira tudi zarejo neko prekinitev z ustaljenim pravilom, ki pa hkrati že odpira novo možnost in nov pristop. V sliki, ki sem ji dal naslov Suetin, Nikolaj Suetin, hiperobjekt, sem uporabil majhno črno-belo risbo, majhno črno-belo študijo Nikolaja Suetina. Zakaj gre? Suetin, ki je suprematist, je zarezal v belino neskončnega prostora. Suetin je prostor na ta način razumel kot prazno posodo, v katero je postavil svoj objekt. Toda, to je na delu nek paradoks, kajti njegov objekt je dejansko izveden v skladu z pravili izometrije. Izdelan je po neki izometrični mreži. Objekt, ki ga je Suetin reprezentiral, je položil v to mrežo. Vendar pa gledalec, ki gleda risbo, ravno te mreže ne more videti. Gledalec, ki gleda to risbo, te mreže zunaj objekta ne more zaznati. Izometrična mreža, s katero je uravnan Suetinov objekt, je namreč ravno tisto, kar je izključeno. Jaz sem poskusil preprosto obrniti to logiko. Objekt ne lebdi v neskončni praznini. Prostora nisem razumel kot absolutno posodo, v katero bi položil objekt. Ampak je nasprotno prostor lastnost objektov.